Dober večer. Torej, o vzgoji za kritični naj bi nekaj spregovorili. Zagotovo gre ta tema skupaj z naslovno temo letošnjih Nikodemovih večerov. Saj, ko o soli govorimo, ne mislimo tisto sol, natrijev klorid, ampak mislimo na sol v prenesenem pomenu besede, na sol v smislu modrosti, razumnosti, ki je potrebna za to, da se nekako varno, zdravo uravnavamo svoje življenje in delovanje. Torej, vzgoja za kritični je na nek način tudi vzgoja za to, da bi bili sol, da bi imeli sol, da bi delali, da bi ravnali v skladu s to soljo. Ampak, če ne spregovorimo o vzgoji za ta kritični, za zdravo kritičnost, potem je treba najprej nekaj spregovoriti o teh pojmih, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju, pa je tako zelo pogosto, imam zelo močan občutek, da nam ni povsem jasno, o čem govorimo. In prva težava, ki jo imamo v vsakdanjem življenju, je že težava za razlikovanje med kritičnostjo in kritizerstvom. Včasih ta dva pojma mešamo, še večkrat pa imamo bodisi zdravo kritičnost za nezdravo kritizerstvo, bodisi občudujemo kritizerstvo nekoga in pravimo, kako zelo je kritičen, kakšna taka umna kritičnost prihaja iz nekoga, pa je v bistvu kritizer. Zdaj, kako razmejevati, kako razlikovati med tem? Kritičnost nekako vodi, usmerja, krmili najprej želja po resnici. Ampak sama želja ni dovolj. Želja po resnici tli v vsakem od nas. Mislim, da je želja po resnici sodi v tiste osnovne želje, skoraj bi lahko rekli potrebe človeka. In te želje imamo vsi. Torej je potrebno še več kot to. Potrebno je tudi dejavno, aktivno iskanje resnice. Torej, iskalec resnice je lahko kritičen. Tisti, ki ne išče resnice, tisti ne more biti kritičen. Seveda je lahko kritizer. No, zdaj bi se lahko malo poigrali s temi besedami. Torej, kdo ne išče resnice? Ne išče resnice tisti, ki ga ta ne zanima morda, ki živi tako, bi rekli, tja v en dan, brezciljno, in v današnjem potrošniškem času je mnogo ljudi, ki se zadoščajo s tem, da so potrošniki in da hlastajo za ugodjem, za dobrinami in ne zanima jih resnica, zanima jih samo trenutno ugodje. Seveda, zanje je kritičnost nepomembna, oni samo kritizirajo vse, kar jim ne prinaša ugodja. In to ne more biti kritičnost, to je zagotovo kritizerstvo. Ne iščejo resnice pa tudi tisti, ki so prepričani, da jo imajo v svoji posesti, da so jo našli, da so gospodarji resnice, da vedo za resnico in torej nimajo potrebe potem, da bi jo iskali. Torej, že v uvodu v današnji večer smo slišali to trditev, da je kritičnost povezana z iskanjem resnice. Zdrava kritičnost je dvom, je povezana z dvomom. Smo tudi to slišali. In dvomi lahko človek, ki išče, tisti, ki je prepričan, da je že našel, ne dvomi več. Pa če tudi ni našel, če tudi je našel samo neko navidezno resnico. No, za zdravo kritičnost je pa potrebno še nekaj tretjega. To je odprtost, pripravljenost
priznanja, pripravljenost na odkrivanje, na prepoznavanje stran poti pri tem iskanju resnice in napake pri vsakdanjem življenju, udejanjanju te resnice, seveda tako pri sebi kot pri drugih. Ta zadnji del je pomemben, enako pomemben. Torej, človek, ki je še tako kritičen, pa je kritičen samo do drugih in prepričuje druge, da je to zdrava kritičnost, ne zmore pa biti kritičen do sebe, pri njem ne moremo govoriti o zdravi kritičnosti, govorimo pač lahko o kritizerstvu. Zdrava kritičnost vključuje odprtost za stranpoti in napake, tako pri sebi kot pri drugih. No, vmes smo nekaj tudi že rekli o kritizerstvu, ki torej ni zdrava kritičnost. Rekli smo, da zdravo kritičnost krmili, poganja, vodi, usmerja želja po resnici. Kritizerstvo ne krmili želja po resnici, ampak sla po moči, sla po oblasti, sla po prevladi nad vlade. Torej, težnja po moči, če bi se tako s Fromom nekoliko poigrali, ki je željo, ki je potrebo po moči, ki je nagon po moči, po oblasti, uvrstil med najpomembnejše človekove potrebe, potem bi rekli, da ima to kritizerstvo v tem nagonu, v tem gonu po moči zelo, zelo močno bazo, zelo močno podlago in zelo močen generator, ki ga poganja. Torej, ni nekaj tako enostavnega in tudi ni dobro, da to kritizerstvo odpravljamo kar z levo roko. Ja, kritizerstvo je nekaj slabega, je stranpot, jaz kritizerstva ne maram in s tem sem opravil. Ne, ker to ni tako enostavno. Kritizerstva se ne da odpraviti z neko odločitvijo, kar tako na lahko. Kritizerstvo ima, torej ponovim, zelo močan generator, ki ga poganja. To je sla po moči, sla po oblasti. No in v tej sli po moči, po oblasti je seveda moja resnica, ki je edina pravilna, ki je edina ta prava, in kritizerstvo pomeni vnaprejšnje in brezpogojno zavračanje vsega, kar ni v skladu z mojo resnico. V današnjem času imamo teh prilik zelo dosti. Jaz sem velikokrat žalosten, ker to odkrivam tudi recimo znotraj cerkve, tudi znotraj v politiki še zlasti, tudi znotraj tistih, ki se zelo pogosto, zelo jasno sklicujejo na zdrave krščanske vrednote. Ampak v trenutku, ko se v njihovo politično delovanje zareže delitev na tiste slabe, ki niso naši, in dobre, ki smo naši, potem nimamo več opravka s kritiko, ampak imamo opravka z kritizerstvom in delitvijo. Niso vsi, ki niso naši, slabi, in nismo vsi, ki smo naši, dobri. Ni tako, ni res. Niti med 12 apostoli niso bili vsi dobri in med ostalimi izven vsi slabi. Jezus je pomembne ljudi iz svoj krog našel med tujimi. Za primer izrazito dobrega človeka je potegnil ven primer Samarijana. Za najpomembnejšega svojega teoretika, bi rekel,
je potem poiskal, potegnil na dan apostola Pavla, ki ni bil naš. V tem smislu, tako kot bi danes rekli, ni bil naš. Sploh ni bil Jezusov učenec, nasprotnik je bil. Torej, tako, da ne zaidem, ampak želim, da tako tudi mi nocoj ne bi zašli, ne bi govorili o kritičnosti in o kritizerstvu na ta način, da bi kritizersko kazali s prstom na one, ki so kritizerji, mi smo pa zdravi kritiki, mi pa znamo prav kritizirati, oni so pa kritizerji. V trenutku, ko kažem s prstom, nisem zdrav kritik, pa če sem še tako prepričan v to, da imam prav. Vem, da se morda s tako trditvijo komu zamirim, ampak sprejemam tudi to. No in kritizerstvo vključuje še nekaj. Nepripravljenost za priznavanje lastnih napak. Zdrava kritičnost se ne začne pri kritiki drugih. Zdrava kritičnost se začne pri kritičnem odnosu do samega sebe. In v trenutku, ko sem nepripravljen na to, da bi prepoznaval in priznaval svoje lastne napake, v tem trenutku ne morem več govoriti o zdravi kritičnosti. V tem trenutku sem in postanem kritizer. Še en pojem moramo dodati k temu razumevanju. Torej, zdaj smo rekli dva tako nasprotujoča si pojma, kritičnost, kritizerstvo. Ampak v ta kontekst razumevanja tega pojma kritičnosti gre tudi še naivnost, lahkovernost, pa še kaj bi takih izrazov lahko sem dodali. Torej, zakaj gre tu? To je pa pravzaprav nasprotje kritičnosti. Ne? V naivnosti, lahkovernosti ni nikakršne kritičnosti. Skoraj da bi lahko rekli celo niti kritizerstva ne. Ampak je nekritično sprejemanje mnenj, stališč, informacij, zaslepljeno sprejemanje informacij od drugih. V tem smislu bi rekli, drugi že vedo. Drugi imajo prav, jaz nimam prav, samo drugi imajo prav. Kar rečejo, drži. Včasih so rekli, kar je pisalo v časniku, je resnica. Danes, hvala Bogu, vsaj tega ne verjamemo več. Ne? Ampak ni daleč nazaj, ko smo rekli, se je pisalo v časniku. Jaz se spomnim teh časov, ker sem malce starejši. Se je pisalo v časniku, torej je res. Nekritičnost pri sprejemanju mnenj drugih. V ozadju te nekritičnosti je pomanjkanje samozaupanja. Ne zaupam svoji lastni presoji, ne zaupam svojemu lastnemu mnenju, ampak pač sprejmem to, kar mi rečejo drugi. Za današnji čas, za čas, v katerem živimo mi, je pa značilno še ena druga oblika naivnosti, ki se udejanja pod krinko naprednosti. Pa pravic vseh mogočih, od človekovih do otrokovih, do ne vem sem kakšnih, veste, čim spregovorimo o pravici, potem se kar zdrznemo in se kar umaknemo. Ja, v pravice pa ne smemo posegati. Pravica je svetinja, pravica je nekaj nedotakljivega. In tudi znanstvenosti. Znanost je dokazala, znanost tako pravi, strokovnjaki tako pravijo. Zelo velik del naivnosti je s tem povezan. Torej, z naivnim, nekritičnim sklepanjem, domnevanjem, predpostavljanjem, da je vse, kar je napredno, že samo po sebi tudi dobro. Če je napredno, potem je v redu,
potem je dobro, potem moram temu slediti tudi jaz. Če je to pravica, je v redu, je dobro. Potem nimam kaj dvomiti v to. To je pač pravica. In danes, ko imamo to inflacijo pravic, ko imamo inflacijo, ker bomo govorili o vzgoji, bom bolj v to smer šel, ker imamo inflacijo otrokovih pravic. Ja, če je nekaj otrokova pravica, je pač otrokova pravica. Tudi danes doma, preden sem se odpravljal na pot, da grem gor, sem poslušal tiste, kaj je že tam po televiziji, nekaj sem imel odprto poročila ali kaj že. No in je bilo pogovor sicer fajn, zanimiva tema o problemu čedalje večje zasvojenosti z računalnikom. Dobra tema, tudi dobro predstavljena, ne bom kritiziral tisto, kar je dobro, da ne bom tudi jaz zašel v kritizerstvo. Ampak ena stvar me je zbodla. Ta novinar, ki je spraševal to strokovnjakinjo, ki je odgovarjala dokaj solidno na vprašanja, je med drugim postavil to vprašanje. Ampak kako naj starši zdaj nadzirajo otrokovo to uporabo medmrežja in njegovo zdaj to brskanje po vseh teh mogočih spletih, takih in drugačnih, in kontrolirajo, da otrok ne bi kam šel, da ne bi posegli v njegovo zasebnost. Vidite, otrokova zasebnost je pravica. Ne debatiramo in ta strokovnjakinja se je kar malce zmotala. Se je bilo vidno, da meni je bilo kar očitno, da je malo nerodno, ne, ampak nisi upala reči. Ne. Tu je starševska dolžnost pred otrokovo pravico. Pravica do zasebnosti otroka je omejena. In ena od omejitev je tudi ta, da smo starši dolžni nadzirati, kaj otrok, ne vem, zdaj gleda, prebira, kakšne stike vzpostavlja, kakšne igrice igra in tako naprej in tako naprej. Torej, pod krinko pravic se skriva zelo, zelo velika naivnost. Tako kot se skriva velika naivnost, lahkovernost pod krinko znanstvenosti. Če je znanost dokazala, potem je zadeva nesporna. Če so znanstveniki nekaj dokazali, potem je zadeva nesporna. Kot da ne bi vedeli, da doslej v človeški zgodovini so se še vse znanstvene resnice prej ali slej izkazale za zmoto. Celo strokovnjaki sami pravijo, da znanost najkasneje v 5 letih povsem zastari. Pomeni, da to, kar je pred 5 leti veljalo za znanstveno resnico, danes ne velja več. In mi še kar naprej verjamejo, ja, takrat so se motili, tisti strokovnjaki pred 5 leti so se motili, ampak zdaj so strokovnjaki odkrili, kaj je resnica. Ne, zdaj nas strokovnjaki futrajo z novo izmišljotino, ki mi verjamemo, za katero mi verjamemo, da je znanstvena resnica. Torej, glejte, in k temu se bom še vračal, ker je za vzgojo pomembno. Ni možen kritični brez kritičnega odnosa tudi do sodobne znanosti. Pa še eno stvar bi dodal jaz k vsem tem, ampak to je vse povezano. To ni novo, to je povezano z vsemi temi 3 stvarmi. Naša potrošniška drža
je sama po sebi ena naivnost. Pod krinko se imam pravico. To je moja svoboda, da kupim, kar hočem. Pod krinko tega, da to, kar ponujajo, že mora biti dobro. Si ne vem sicer, zakaj bi rabil, ampak če prodajajo, ker reklamirajo, to mora biti dobro. Ne? Si strokovnjaki pravijo, študije so pokazale, da je to koristno. Ne vem sicer zakaj, ampak če imajo drugi, potem bom kupil tudi jaz, ker moram imeti, ker moram biti sodoben, moram biti napreden, ne smem biti zaostal. Imam pravico kupiti in strokovnjaki pravijo, da je to dobro. Torej, vse te tri, bi rekel, tri prvine naivnosti so združene, povezane v to našo potrošniško držo, ki je tako zelo, zelo prevladujoča. Torej, bodi dovolj, da nam ostane nekaj časa tudi za vsebino o tem. Imamo zdaj nekako postavljene te tri pojme. Na eni strani kritičnost, na drugi strani kritizerstvo, na tretji strani naivnost in lahkovernost. Mi pa poglejmo, kaj o tem pravi Svetopismo. Kaj nas uči Svetopismo. Glejte, zelo zanimive stvari najdemo v Svetem pismu. Apostol Pavel je v drugem pismu Korinčanom zapisal: sami se preverite, ali ste verni. A ni zahtevna ta stvar? Ni rekel, mene poslušajte, kar vam bom jaz rekel, je prav, vse drugo je narobe. Ne, je rekel, sami se preverite, ali ste verni. Kako zelo veliko kritičnost pričakuje apostol Pavel od kristjana. Ampak ni rekel, sami preverite, ali je vaš brat veren. Rekel je, sami se preverite, ali ste verni. Torej, samokritičnost je postavil na prvo mesto. Na drugem mestu je v prvem pismu Tesaloničanom je zapisal modrost, ki jo danes bi nareje marsikdo tudi malce zbrisal iz Svetega pisma. Duha ne ugašajte, preroštev ne zaničujte, vse preizkušajte in kar je dobro, obdržite. Ni rekel, ničesar novega ne sprejemajte. To, kar sem vam jaz povedal, tega se držite. Nobenega preroka ni razen mene, to, kar sem jaz zapisal, je resnica in vse ostalo je zmota. Rekel je, duha ne ugašajte, preroštev ne zaničujte, vse preizkušajte in kar je dobro, obdržite. Jaz verjamem, da bi danes marsikdo zelo rad, da to ne bi pisali v Svetem pismu. Ker bi bilo veliko bolj komot, če to ne bi pisalo. Ampak piše. In ima enako vrednost, enako težo kot druge stvari. Spet jasneje kot ta stavek kliče k tej odprtosti, kliče k samozavesti, kliče k temu, da se vsak med nami, tudi vsak med nami, ki smo nocoj tu, zanaša najprej in predvsem na svojo lastno kritično presojo. Jasnejši apostol Pavel skoraj da ne bi mogel biti. Ampak na drugi strani beremo pri Mateju tudi te Jezusove besede. Glejte, da vas kdo ne zavede.
Vstalo bo veliko lažnih prerokov. Primerjajte s prejšnjim stavkom, ne pozabljajmo tistega, kar smo slišali prej apostolu Pavlu. Vstalo bo veliko lažnih prerokov in bodo mnoge zavedli. Preroštev ne zaničujte, pravi apostol Pavel. Jezus nas svari, da bodo vstali mnogi lažni preroki, ki nas bodo zavajali. Kako naj jaz ločim pravega od preroka od lažnega? Kako ločiti? Kako paziti, da ne nasedem? In Jezus potem pravi, kdor bo vztrajal do konca, bo rešen. Torej, vztrajati do konca pri čem? Pri tem iskanju resnice, tudi pri kritičnosti, ki mi pomaga, da ločujem prave preroke od lažnih prerokov. Zdrava kritičnost je zahtevna. Zdrava kritičnost terja odprtost. Kritičnost in istočasno neomajno vero zvestobo. Oboje. Kako gre oboje skupaj? Neomajna vera, trdna vera in odprtost za vse, kar je novo. Kako to združevati? Težko. Veliko bolj komot, veliko lažje je ne biti kritičen. Veliko lažje je se oprijeti neke tuje resnice, ene in od tistega ne odstopati nikamor. Ampak več kot očitno je, da Jezus noče tega, da bi si nadeli plašnice in hodili samo tako, ne gledali ne levo, ne desno. Očitno hoče, da se svet razvija, hoče, da se prilagaja vsemu, tudi posameznik, tudi kristjan, vsem tem spremembam. Ampak z zdravo kritičnostjo. On hoče svobodnega človeka, ne kristjana, ki bi bil fundamentalist. Danes vemo kaj, tako je pojem fundamentalist skoraj izmerljivka. Včasih je bil fundamentalist nekaj zelo spoštovanega, nekaj velikega. Ampak meni je všeč to, kar je danes, da je fundamentalist skoraj da zmerljivka. Jezus noče fundamentalistov, ne potrebuje jih. In še nekaj je potrebno ob tem reči. Kristjani veliko govorimo o ponižnosti. Kristjan mora biti ponižen. Krščanska ponižnost ni naivnost in lahkovernost in tudi ni fundamentalizem. Pa čeprav se v praksi velikokrat to meša. Krščanska ponižnost je pravo nasprotje od tega. Prava krščanska ponižnost je možna šele ob zelo kritičnem umu. Pa boste rekli, se to ne gre skupaj. In vendar, če pogledamo velike ljudi znotraj krščanstva, velike ljudi, pa da ne bom zašel, bom uporabil samo eno. Tisto, ki je meni, eno osebo, tisto, ki je meni tako zelo blizu, ki jo imam za tako veliko vzornico nekako, če smem tako reči, idola. Mati Terezija. Zgled ponižnosti.
večje ponižnosti, kot jo zasledimo pri njej, v pripravljenosti na služenje, na to odprtost. Večje ponižnosti jaz ne znam predstavljati, ampak tudi večje kritičnosti ne. Tisti, ki vsaj nekaj ve o njenem življenju, ve zelo jasno, da je bila v svoji kritični drži neomajna in nepopustljiva. Tako zelo kritična, da se je bila sposobna postaviti po robu. Tudi cerkvenim predstojnikom, ko je bilo potrebno, da se je bila sposobna postaviti po robu. Svetnim oblastem, komurkoli. In takih primerov bi lahko našli še veliko. Med svetniki skoraj da ni takega, ki ne bi združeval tega dvojega v neki skoraj popolnosti. Torej, ponižnost in izjemno veliko mero kritičnosti, ker to dvoje gre skupaj. Ponižnost brez zdrave kritičnosti ni krščanska ponižnost. Je zlomljena hrbtenica. Ampak Jezus noče ljudi z zlomljeno hrbtenico. V današnjem času ni lahko vzgajati za kritični um. Veliko lažje je vzgajati v slepi pokorščini. Vzgoja v slepi pokorščini je vzgoja s trdo roko, je toga avtoritarna vzgoja. In veliko lažje je tudi vzgajati v naivnost. Če je vzgoja s trdo roko, vzgoja za slepo pokorščino, potem je permisivna vzgoja za naivnost. Kajti otrok odrašča v sredi neke naivnosti, v nekem naivnem pričakovanju, naivnem prepričanju, kakšno pa je to kot naivno, da je on središče vesolja, da je on najpomembnejši na tem svetu in da se bo cel svet vrtel okoli njega in da so vse njegove želje zakon in da je cel svet, da so vsi ljudje na tem svetu samo zato, da izpolnjujejo njegove želje. In naivno gledanje, da ima on neskončno pravic in nobene dolžnosti. Kaj je to drugega kot naivnost? Torej vidite, oba ta dva vzgojna modela sta za izvajanje veliko lažja, veliko enostavnejša. Vzgajati s trdo roko se da, je enostavno, ampak vzgajamo za slepo pokorščino. Lomimo hrbtenice. Permisivna vzgoja je zelo lahka, zelo nenaporna. Najbrž se zaradi tega tako zelo priljublja v današnjem času, ker je vsaj dokler je otrok še majhen, tako zelo nenaporna. Ampak pomeni vzgojo za naivnost. Kako torej vzgajati za to, da bi vzgajali za kritični um? Tudi vzgoja za kritični um se prične z zapovedmi in prepovedmi. Ne more biti zdravo kritičen. Ne moremo govoriti o zdravi kritičnosti pri nekom, ki ne pozna meja. Ne more govoriti o prestopanju meja pri drugih, tisti, ki sam teh meja ne pozna. In predvsem ne more biti kritičen do sebe. Tisti, ki sploh ne ve, kdaj je kako mejo prestopil. Ki ne ve, kje so meje. Ki ne ve, kaj je dovoljeno in kaj ni, kaj je prav in kaj ni, kaj je primerno in kaj ni. Torej,
ne more biti vzgojen za zdrav kritični um nekdo, ki od staršev v zgodnjem otroštvu, v prvih letih življenja ne prejme trdnih načel, ki v zgodnjem otroštvu ni vzgajan z jasnimi zapovedmi in prepovedmi, ki mu ni v zgodnjem otroštvu privzgojen, bi rekel, privzgojen ta princip ubogati. To, da je potrebno ubogati. Vendar pa istočasno smo rekli, da vzgoja samo z zapovedmi in prepovedmi vodi k slepi pokorščini. In zato je potrebno, da ima otrok že zelo zgodaj, spet bom dejal, že v prvih letih življenja, možnost, da išče in možnost, da dvomi. Možnost, da išče in možnost, da dvomi. Tisto najpomembnejše obdobje zato je obdobje, ko začne otrok spraševati, ko začne otrok govoriti in ko se pojavi tisti neskončni otroški zakaj. Zakaj? Zakaj? Vidite, in takrat je zelo pomembno, da znamo otroku dajati nepopolne in delne odgovore. Ti nepopolni in delni odgovori so v vzgoji nekaj izjemno pomembnega z več vidikov, iz več razlogov. Eden od teh, ne bom rekel, kjer je prvi, kjer je zadnji, ker ne vem, kateri je pomembnejši. Vsi so pomembni, ampak samo nekaj jih bom naštel, ki so vzporedni, potem zaključil bom pa pri tem kritičnem umu. Torej, eden od teh je, ker rad o tem govorim in veliko o tem govorim, da pač otrok zori, raste, se razvija in da otrok ni sposoben vsega sprejeti dovolj zgodaj. In da je pomembno, da otrok dobi neka pojasnila o pomembnih življenjskih vprašanjih v tistem obdobju svojega odraščanja, na tisti stopni svojega razvoja, ko je že sposoben to razumeti in sprejeti. Jaz delam primerjave z učenjem matematike. Nikomur ne pade na pamet, da bi otroka pri 6 letih učil integralnega računa. Rekli, čim prej naj se otrok nauči tega, to bo rabo. Čim prej naj se. Naj gre poučen v življenje, naj se pouči, da ga ne bojo prinesli okoli, da se mu ne bo zgodilo zaradi neznanja matematike, ki hudega. Vse ne izve, ne vso matematiko pokasira pri 6 letih. Nikomur ne pade na pamet kaj takega. Mi vemo, da se otrok razvija, da nekaterih stvari niti ne zmore razumeti in da integralnega računa pri 6 letih ne bi zmogel niti približno razumeti, ker ne zmore še, ni sposoben abstraktnega mišljenja. Ker je pri 6 letih njegovo mišljenje zelo na konkretni ravni. Ampak ne gre samo za postopnost v učenju matematike. Vsa življenjska modrost, vse življenjske modrosti je potrebno osvajati postopno. Skladno s tem, kot se razvija nekako otrokova zmožnost dojemanja in kot tudi se širijo, bogatijo otrokove izkušnje in otrokovo vedenje in znanje.
Zakaj sem o tem malce par besed več rekel? Zato, ker se bojim. Ne, se bom popravil. Sem prepričan, da delamo, da nas pri vzgoji otrok veliko hudih napak, ker otrokom prezgodaj dajemo neka pojasnila, dajemo informacije, jih poučujemo o stvareh, ki jih oni še niso zmožni razumeti. Pogosto pa ne samo to, pogosto pa jih tudi tega znanja ne potrebujejo. Pred par dnevi je k meni prišla neka babica in mi rekla, če sem videl nek učbenik, neko knjigo za 1. razred osnovne šole o spolni vzgoji. Sem rekel, ne, nisem videl, ne moram vsega. Ja, naša ta-mala, moja vnukinja je prinesla iz šole domov. In tam je zelo nazorno prikazan spolni odnos. Nisem videl, sem rekel, ampak če je tako, sem jaz prepričan, da je s tem nekaj hudo narobe. Otrok tega ne zmore niti pri 6 letih niti razumeti, niti tega znanja ne potrebuje. In je torej hudo narobe veliko prezgodaj, da otroka o tem poučujemo pri 6 letih. Ampak to ne bo samo kot primer. Otrok, ki dobi prezgodaj neka znanja, informacije, ki jih sam ne zmore razumeti in sprejeti, potem si ustvari en občutek, da ve vse. In potem postane naveličan, ima občutek, da zna dovolj. V šoli imajo učitelji s takimi otroci velike probleme, ker jim je šola brez veze, ker so učitelji bedni, ker učijo neumnosti, in sploh so pa zabiti in sploh nič ne znajo, ker same take primitivne stvari učijo tam, ker on ve seveda veliko več od učitelja. Ne? In to povzroča težave v odnosih. Ampak, da ne spet zaidemo, da se vrnemo k kritičnemu umu, tisto, kar je zato, o čemer nocoj govorimo, zelo velik problem je to, da tak otrok nekako postane naiven. Odraste v naivnem prepričanju, da on vse ve, da on vse obnaša, da obvlada, da on ne rabi nič več, ne rabi nobenih pojasnil, nobenih informacij, ničesar. On ve vse. A je lahko tak človek kritičen? Ne. Tak je lahko samo kritizerski, ker potem vse tisto, kar ni v skladu z njegovo resnico, vnaprej obsodi kot neprimerno, napačno, bedno, zgrešeno in tako naprej. Torej, se vrnem k temu. Za vzgojo, za kritični um je izjemno pomembno, kako, na kak način se starši odzivamo na tiste njegove otroške zakaje, ki jih ni konca, ki jim ni videti konca, ki ne nehajo nikoli. Zakaj? 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 In takoj, ko mu odgovorim, je nov zakaj. Kjer se to ponavlja do neskončnosti in dokler starš ne mal, bi rekel, se naveliča in se izmota iz tega otroškega zakajanja, bi rekel, da je tam čisto v redu. Ker pomeni, da je starš dal otroku nepopoln odgovor. Mu je dal nek odgovor, ampak ga ni zadovoljil. In to je pomembno,
da damo otroku odgovore, ki ga sicer trenutno zadovoljijo, otrok ni zavrnjen. Otroku, ki ne damo odgovorov na njegova večna vprašanja, zakaj, ki ga zavračamo, ki dobi to, tiho vodi mulc, kaj sprašuješ take neumnosti? Same brezveznosti sprašuješ. Otrok, ki ga zavračamo, neha spraševati, ampak neha biti tudi kritičen. Kritičen, zdravo kritičen postane otrok, ki začne dvomiti v starševska pojasnila. No in vidite, tu smo pri nekako, bi rekli, pri zelo pomembni skrivnosti. Starši, posebej v današnjem času, pogosto mislimo, da moramo otroku dati za vsako ceno zelo verodostojna znanstvena pojasnila, odgovore, ker če bo otrok začel dvomiti v starše, v kakovost odgovorov, ki mu jih dajemo, potem je z našo avtoriteto konec. Ni res, to nima zveze z avtoriteto. Nasprotno. Otrok mora začeti dvomiti v verodostojnost nekih pojasnil, ki mu jih starši dajemo. In mora priti do spoznanja, da ima, veste, zdaj bom jaz do tega uporabil to besedo pravica, ne? Da ima pravico dvomiti. Ampak dvomiti. In iskati resnico. Iskati, vrtati naprej. Torej, ta umetnost dajanja nepopolnih in delnih odgovorov je, bi jaz rekel, skorajda ena najpomembnejših značilnosti, ena najpomembnejših vzgojnih nalog, ki odločajo o tem, ali bomo otroka vzgajali za zdravo kritičnost, ali bomo ga vzgajali v naivneža, ali ga bomo vzgajali bomo rekli, v osebo, v podredljivo osebo z zlomljeno hrbtenico. Če otroku zadušimo vprašanja, ga bomo vzgojili v osebo z zlomljeno hrbtenico, bo morda postal kritizer, zdrav kritik nikoli. Če otroku damo vtis, da smo mu povedali vse, pretiravamo pri tem, mu s tem onemogočimo dvom, ker je prepričan v to, da ve vse in da je to, kar on ve, sveta resnica in nič drugače. Potem ta otrok ne bo odrasel v zdravo kritično osebo, bo odrasel v kritizerja. Droben primer takega otroka iz 4. razreda. Pred kratkim sem ga imel v svoji svetovalnici. Starši se tožijo, da imajo z njim v šoli. Vsi doma shajamo, doma kar gre, pa veste, tak priden je, bister, razgledan, veliko bere, ogromno ve on, zelo je poučen, načitan, vse. Ampak v šoli ga ne razumejo in prihaja v konflikte z učitelji, z sošolci, z vsem. In potem sem želel, da bi mi to fant opisal z enim primerom, kako se to zgodi, da bom imel eno predstavo. In mi je ta fantič zelo suvereno, zelo tako odločno povedal, tako da upajoč, da je našel človeka, ki bo vendar razumel, kako moder je on tam in kako bedno učiteljico ima, ki nič ne ve. No, je rekel, gledajte, to je tako bilo. Recimo zadnjič, ko
smo se učili v šoli, da kako kroži Zemlja okrog Sonca. In potem je učiteljica poklicala eno sošolko in še mene. In je rekla, da tiste sošolka bo Sonce in jaz ne krožim okrog nje, tako kot Zemlja, da bojo videli. In jaz sem začel krožiti in sem krožil tako. In okoli nje. In ona mi je rekla, ne se vrteti okoli svoje osi, samo kroži okrog Zemlje, okrog Sonca. In jaz sem rekel, gospa učiteljica, tako pa ne gre. Zemlja se vrti okrog svoje osi in okrog Sonca. Že prav, ampak mi se zdaj učimo, kako se vrti okrog Sonca in ti se kar vrti okrog Sonca. In jaz sem ponoril, je rekel. In rekel, to ni prav, učiteljica, vi nas učite narobe. Ne, jaz vas zdaj učim prav. To ne drži in jaz sem zdirjal iz razreda ven, šel v knjižnico, poiskal knjigo, prinesel knjigo, da ji dokažem. In tako za neumna niti v knjigo ni hotela pogledati. In sem ga jaz, ko je končal pripoved, vprašal, pa dopuščaš ti možnost, da je ta učiteljica vendarle vedela, da se Zemlja vrti tudi okoli svoje osi, ampak da je imela pač drugačen cilj, drugačen namen. Ne. Ona tega ne ve. Vidite, to je lahko primer, ob katerem se nasmejem. Vendar na tak način, kot je ta učenec iz 4. razreda opisal svojo učiteljico, na tak način mi vsak dan kritiziramo svoje župnike, svoje škofe, papeža, na tak način kritiziramo svoje politike, gospodarstvenike in tako naprej. A na kakšen drugačen način? Ne. Točno na tak. Samo se nam zdi, da je to sila modro. Ne dopuščamo možnosti, da bi oni to vedeli. Ne, jaz vem, on ne ve. Vidite, in to se začne že zgodaj. To se začne, kot sem že dejal, tam nekje v predšolski dobi, ko otrok nastopa s svojimi neskončnimi vprašanji, neskončnimi zakaj. Ko otrok odrašča, se sooča z mejami. Otroku postavljamo meje. Jaz sem dejal, otroku moramo postavljati zelo jasne zapovedi in prepovedi. Brez mojega dovoljenja ne smeš stopiti skozi vrata ven. Brez mojega spremstva ne smeš sam na cesto. Zvečer, ko je mrak, ne smeš iz hiše. In tako naprej, in tako naprej. A so to dobre meje? Potrebne? Za majhnega otroka brez dvoma. A jih on lahko razume? Ne. Torej, nesmisel je, da s dvoletnim otrokom razpravljam, zakaj brez mojega dovoljenja ne sme iz hiše. Čisti nesmisel. Ker tega ne more razumeti. Potrebno je samo, da to uboga. Ampak, gledajte, v procesu odraščanja se bo pa potem pojavil nek trenutek, starši ne pustijo brez njihovega dovoljenja, da grem ven. Ampak, kdo pa so oni, da bi meni prav za vsak korak ukazali? Ko je enkrat mrak, moram biti doma. Ampak si zunaj je tudi lepo. In zdaj si zamislite,
da bi 50-letni možakar rekel, juj, zdaj je mrak, moram biti doma. Veliko večino od tistih zapovedi in prepovedi, ki jih otroku postavimo v prvih letih življenja, veliko večino teh zapovedi in prepovedi v procesu odraščanja otrok zavrže. Ugotovi, da so nepotrebna. In tu se zdaj pojavi vprašanje. Kako naj pa otrok ve, katera so tiste prepovedi, zapovedi in ukazi, ki naj jih opusti, katere so pa tiste, ki naj jih ponotrani, ki naj jih sprejme, naj jih nadgradi v svoje vrednote, ki usmerjajo njegovo življenje. Nekatere od teh zapovedi in prepovedi namreč spremenimo v naše ključno pomembne življenjske vrednote, ki nam osmišljajo, po katerih uravnavamo nekako svoje vsakdanje življenje in delovanje. Kako naj otrok ve, katere zapovedi naj opusti in katere naj sprejema? Naj jih zgradi, spremeni v svoje vrednote. Nihče se te ne sme dotakniti, reče mama otroku, ko gre v vrtec. Samo mama te lahko kopa, se te lahko dotakne po določenih delih tvojega telesa. Nihče drug. A je prav, da mama tako reče svojemu otroku, svoji hčerkici? Jo, seveda je prav. To je tudi ena zelo pomembnih varovalk, ki otroka lahko varuje pred ogromnimi nevarnostmi, ki na otroka prežijo danes v tujem svetu. Ampak zdaj si predstavljate, da bi ta punčka to zapoved, to ukaz spoštovala celo življenje. V nekem trenutku mora to zapoved ovreči. Vidite, in zato, da pride do tega, potrebuje zdravo kritičnost, potrebuje presojo. To je v redu, to pa je bilo v redu za otroka, zdaj, ko sem že odrasla, ko sem odrasel, pa tega ne rabim več. Potrebuje torej zdravo kritičnost. In zato, da pride do te zdrave kritičnosti, potrebuje dvoje. Potrebuje najprej dvom, o tem dvomu smo že govorili, in potrebuje možnost, da eksperimentira z mejami, s stališči, s temi zapovedmi. Potrebuje možnost, da eksperimentira in ugotovi. Zdaj, kaj pa je eksperimentiranje? Vidite, to pomeni možnost, da prestopa te meje, da prekrši pravilo, ki smo ji ga dali. Toga avtoritarna vzgoja je v nekih ekstremnih oblikah tako huda, da si otrok neke zapovedi, prepovedi ne upa za nobeno ceno prekršiti. Ne upa prestopiti zapovedi, ukaza, ki ga je dobil od staršev. Ne upa, ne dovoli si dvomiti v to, da je ta zapoved morda tudi zgrešena. In ta otrok tega ne bo mogel nikoli ponotraniti. To bo ostala zunanja zapoved in on bo ostal nesamostojen. Torej potrebuje možnost, da dvomi, da prestopa. No, hvala Bogu, velika večina otrok samodejno prestopa, eksperimentira z mejami.
si izsili to možnost, da eksperimentirajo z mejami. Ne? Mama in tata rečeta ne, on pa skrivaj po poskušu. Torej, vidite, nekako že naravno je tako urejeno, bi rekli, da otrok teži k temu eksperimentiranju. No in zdaj, kako naj starši ravnajo. Pri tem. Tu je naslednji pomen. Zdravo odzivanje na to eksperimentiranje. Pri tem gre za dvoje. Najprej starši morajo vedeti, da otrok za zdravo odraščanje potrebuje to eksperimentiranje z mejami. Pa vendar mora vedeti starš tudi to, da je njegova dolžnost otroka vzgajati. Torej, starš v permisivni drži bi rekli, otrok eksperimentira z mejami, mu moramo pustiti, da eksperimentira. Kaj je s tem eksperimentiranjem? On je poskušal, ugotovil, da se nič ni zgodilo. Je rekel, saj te zapovedi, ti ukazi so brez veze. Eden je brez veze, drugi je brez veze, tretji brez veze, četrti in pa vse je brez veze. Delam, kar hočem. Rezultat tega je delam, kar hočem. Permisivna vzgoja otroku ne dopušča eksperimentiranja z mejami. Seveda ne, ker mu jih ne postavlja. Permisivna vzgoja vnaprej pravi, da so meje zato, da jih rušimo, da jih prestopamo, da so pravila zato, da jih kršimo. Zdrava vzgoja torej mora omogočati eksperimentiranje z mejami in starš mora to vedeti. Ampak istočasno, kot sem rekel, starš mora vedeti, da se otrok ob tem uči in da mora ob eksperimentiranju, ob prestopanju meja dobiti sporočilo. Ni treba, da starš ob vsakem takem eksperimentiranju obupa in misli, da je konec sveta in da je on kot starš povsem odpovedal in da je slab starš, katastrofalen in da je zdaj on sam najslabši starš na svetu, otrok pa najslabši otrok na svetu, ker je neke meje prestopil, ki smo mu jih postavili. Da to spada v vzgoji, mora vedeti. Ampak se zavedati svoje vzgojne naloge, torej mora ukrepati, mora sankcionirati, mora otroka podučiti na različne načine, torej otrok potrebuje jasna sporočila strani svojih staršev, jasne usmeritve, zato da išče odgovore na vprašanja, ki se jim postavljajo. Omenil sem, da je kritičnost povezana tudi z znanstvenim načinom razmišljanja. Ko sem jaz hodil še v šolo, zlasti v gimnazijo, so nas ti profesori starega kova učili, da pravzaprav bistvo znanosti in zdravega napredka je dvom, je dvom. Torej, da strokovnjak mora dvomiti. No, danes zgleda, da smo mi prišli nekam drugam, da smo ta dvom izrinili iz znanosti. Namesto dvoma smo postavili neke vrste kult znanosti. Jaz pravim temu kult znanosti, kjer imamo neki dogem, v katere slepo verjamemo. Torej, eno je to, znanost lahko razloži vse. Vse, kar je znanstveno, je tudi resnično. Vse, kar ni nasprotno, vse, kar nima znanstvene podlage, kar ni znanstveno dokazano, je laž in izmišljotina. Obstoja samo to, kar znanost lahko dokaže,
kar znanstveno ni dokazano, ne obstoja, tega ni. Če nečesa znanost ne more razložiti, tega preprosto ni, to ne obstoja. Za znanost, za znanstveni razvoj, za napredek znanosti je dovoljeno vse. Saj vam niso tuje te dogme. Se nas na tak ali drugačen način z njimi pravzaprav futrajo iz dneva v dan. V taki ali drugačni obliki. Ampak vse te, recimo jim, resnice v navednicah o znanosti so sestavni del tega kulta znanosti, ki spreminja znanost pravzaprav v neko sodobno religijo, torej namesto verjeti v Boga, pač verjamem v znanost kot edino zveličavno resnico in dvom odpade. Slepo verjamem, slepo zaupam znanosti. Vzgoja mora voditi v zdrav odnos do znanosti, kajti zavirovanost v moč znanosti, jaz to poudarjam, večkrat sem že nocoj, ker je v današnjem času to tako zelo, zelo prisotno vse povsod. Torej, ta zavirovanost v moč znanosti vodi v neko navidezno, lažno kritičnost, zato ker pomeni pravzaprav nekritično zavračanje vsega, kar ni v skladu z mojo znanstveno resnico. Kajti v trenutku, ko se kult znanosti vzpostavi, v tem trenutku se obnašam do neke znanstvene teorije kot do resnice. Ni znanosti brez znanstvenih teorij, to vemo. Ampak kaj je teorija? V osnovi, v svojem bistvu, prvobitnem, je teorija neka domneva, ki jo postavim zato, da lahko začnem dvomiti in da začnem raziskovati in preverjati, ali ta drži ali ne drži. Danes se žal obnašamo tako, kot da je vsaka znanstvena teorija v bistvu znanstvena resnica. In vse, kar ni v skladu s to teorijo, vse smatram vnaprej za zgrešeno, narobe, napačno, neznanstveno, nestrokovno in tako naprej. Vzgoja za kritični zato terja skrbno vzgojo odnosa do znanosti. Ne v tem smislu, da bomo zaradi vsega, kar sem o znanosti povedal do zdaj, znanost zavračali. Znanost je potrebna, koristna. Rabimo znanost. Vendar moramo jasno vedeti, znanost zmore zadovoljivo pojasniti samo nekaj majčkenih delcev, drobcev vsega, kar je bilo in kar bo. Nekajkrat sem že strani velikih znanstvenikov, modrih znanstvenikov, slišal, tako se tudi to je teorija, kar zdaj pravijo, tudi to je neka teza, ne, ampak upoštevajmo jo tako, zaradi dvoma, ne zato, da bomo rekli, to tako je in nič drugače. Da znanost zmore razložiti, pojasniti, mora biti največ 5% vsega, kar je bilo in kar bo v vesolju, v vsem, kar je. Torej, znanost zaradi tega tudi ne more biti sama sebi namen. Ne more zato znanost krmiliti življenja in vesolja. Ne more 5% vsega določati vse ostalo. In zato jaz sem pravzaprav zadnje čase v tej krizi, ki jo doživljamo, kar zadovoljen, ker to
ker to če dalje glasneje izgovarjajo, če dalje glasneje slišimo iz ust eminentnih, uglednih znanstvenikov, strokovnjakov, zato znanost ne more biti sama sebe, torej ne more sama sebe voditi. Znanost morajo krmiliti, usmerjati jasne duhovne vrednote. No, še naprej o vzgoji, bom moral kar zaključiti počasi, vidim, da se čas, da tako hitro malo gre za to obsežno tematiko. Torej, še nekaj stvari je v procesu vzgoje, ki so pomembne za razvoj kritičnega uma. Ena od te stvari je zmožnost prenašanja porazov. Na začetku sem poudaril, da pravzaprav nekako ena od pomembnih ločnic med tem, ali gre za kritičnost, zdravo kritičnost ali kritizerstvo, je odnos do samega sebe. O nekom, ki ne zmore prepoznavati in priznavati lastnih napak, ne moremo govoriti, da gre za zdravo kritičnost. Ne more biti. No in tudi začetki tega so zelo zgodaj, so pri otroški igri. Vete, prve izkušnje v življenju otrok dobiva skozi otroško igro. In tu so pomembne take stvari, kot so tako, kdo bo zmagal. So starši, ki mislijo, da je zaradi samopodobe, ker če otrok izgubi v igri, potem bo žalosten in bo jokal in žalost je negativno čustvo in mu bo to škodovalo in za njegovo samopodobo mu bo škodovalo in tako naprej. Napaka. Otrok naj v igri zmaguje in ne doživlja poraze. Tako kot je tudi v življenju. Samo skozi to se bo naučil sprejemati tudi poraze, ki v življenju doživljamo, in tudi to, da se motim, da sem naredil priznanje tega, da se motim, priznanje, da sem nekaj naredil narobe, tudi to je priznanje in sprejetje nekega poraza. Druga stvar je uspeh, odnos do uspeha. Zdaj, v današnjem času je uspeh ena najpomembnejših stvari. Jaz sem se pozabaval enkrat, sem hotel najti v Svetem pismu, kaj Sveto pismo govori o uspehu. Veste, kaj govori Sveto pismo o uspehu? Nič. V Svetem pismu nisem najdel te besede zapisane niti enkrat. Zdaj, če je kdo, ki je najdel, bom vesel, če me opozori, da sem to površno gledal, ampak besede uspeh v Svetem pismu nisem zasledil. Jaz poznam en stavek. Ja? Glej, moj služabnik bo imel uspeh. No, torej je. Je izjema pa, ki sem jo spregledal. Ampak tudi to je potrebno v nekem kontekstu, verjetno gre za neko čisto specifično stvar. Bistvo je v tem, da tako kot je z znanostjo, smo pri nas v našem času nekako povzdignili pojem uspeha v neko višino, ki mu ne pritiče. Torej, za človekovo življenje ni pomemben uspeh kot tak, sam uspeh. Veliko pomembnejše je prizadevanje, napor v prizadevanju, da bi uspeli. In zato tudi, ko vzgajamo, torej otroka, ne vzgajamo ga v tej smeri, da za vsako ceno uspe. Vzgajamo ga v tej smeri, da v prizadevanje za to, da bi uspel, torej jaz ne pomenim
ne bom rekel, vzgajajmo otroke tako, da uspeh ni pomemben. Ne bom tega rekel. Ampak vzgajajmo otroka v tej drži, da je pravzaprav veliko pomembnejše od tega, ali uspem ali ne uspem, veliko pomembnejše to, da si jaz prizadevam, da se trudim, da vlagam napor. Še posebej se to kaže v šolskem delu. Torej, danes za otroka je šola pa zelo pomembna in vidimo, kako se učitelji trudijo, ne? Kako tudi šolske oblasti pa spet eksperimentirajo, iščejo načine, pa so rekli, ocene niso dobre, bomo ukinili ocene. Ko so začeli ukinjati ocene, potem se začne izkazovati, da pada motivacija. In da se, če ni ocenjevanja, torej če se uspeha ne ocenjuje, da potem tudi rezultatov ni. Ne? Torej, nekako ne gre, vendarle mora biti neko preverjanje. Jaz celo na drugo področje rečem, tudi to se bo prej ali slej pokazalo kot napaka, ker je bilo ukinjeno ocenjevanje vedenja, recimo v šoli. Potem pomeni, da če ne ocenjujemo tega, pomeni, da je vsako vedenje primerno. Ampak vendarle, tisto, kar je strokovnjake vodilo k temu, da so prišli na ideje, da bi ocenjevanje ukinili, je bilo vendarle zdravo. To moramo priznati. Kajti ne pozabimo, da vsi otroci ne morejo imeti petic. Vsi otroci ne morejo biti odličnjaki. In zato je pomembno otroka vzgajati. Torej, šolsko delo nam je lahko orientacija. In jaz tu rečem, za otroka, ki se mora zelo potruditi, da dobi dvojko, vložiti velik napor v to, da dobi dvojko, si zelo prizadevati, da dobi dvojko. Za otroka je ta dvojka velik uspeh. In za nekoga, ki brez učenja dobiva štirice in petice, je štirica neuspeh. Torej, ni absoluten uspeh merilo. Ne more biti absoluten uspeh merilo. Merilo mora biti prizadevanje, napor, ki ga otrok vlaga v neko dejavnost, kakršnokoli. Radovednost. Pravimo, da je radovednost tako, ni lepa čednost, ljudski pregovor to pravi. Ja, če gre za radovednost v smislu neke stikljivosti in tako naprej. Vendar moramo vedeti, da radovednost je ena temeljnih človekovih potreb, tudi gibal njegovega razvoja in radovednost v smislu iskanja resnice, iskanja odgovorov. To radovednost je potrebno pri otroku spodbujati, omogočati jo in seveda tudi preverjati. Še nekaj, počasi, potem bom zaključil. Torej, kaj pa duhovnost? Do zdaj je nisem omenil. Lejte, in vendar je tu nekako to dvoje neločljivo povezano. Vzgoja kritičnega uma je zelo povezana z vzgojo duhovnosti. Brez duhovnosti pravzaprav enako kot že vsega, kar sem do zdaj rekel, brez neke duhovne podlage, tudi zdrave kritičnosti ni, ne more biti, je lahko kritizerstvo. Torej, vzgoja duhovnosti, ki vključuje odprtost za duhovno, presežno, iskanje odgovorov na pomembna življenjska vprašanja, iskanje smisla življenja, torej vse to so duhovne teme, ki jih danes zelo pogosto ni, ker so to nepomembne stvari, ker mislimo, da to je pač samo eden od predmetov nekje. Torej, verouk je eden od predmetov, ki jih otrok ima, pač nima v šoli, ga ima tam in te stvari otrok dobi pri verouku in je to čisto dovolj, pač dobi nekaj pojasnil.
Ne, gre za vzgojo, za ta duhovna vprašanja, vzgojo otrokovega odnosa do duhovnosti. In zaključujem. Zdrava kritičnost pomeni tudi zmožnost sprejemanja kritike in zmožnost samokritike. Zato za vzgojo kritičnega uma je pomembno, kako je kritika vključena tudi v najin odnos, v moj odnos starševski do otroka in otrokov do mene. Gre za tisto dejstvo, ki je tako oguljeno, ker ga vsi ponavljajo, pa ga je tako težko udejanjati, uresničevati. Torej, da pri otroku kritiziramo njegova neustrezna dejanja, ne pa njega kot osebe. Kritiziranje otroka kot osebe je v bistvu zmerjanje, je poniževanje, razvrednotenje, ki nikoli ne more biti koristno za cel kup stvari, zagotovo pa tudi ne v tem smislu, da bi otroka vzgajali za zdravo kritičnost. Hvala lepa.